Lepo pozdravljeni. Današnje srečanje torej začenjamo z malo bolj igrivo temo. Predstavila bom ure pravljic. To je tema, ki jo zagotovo vsi dobro poznate, prav tako se tudi zavedate pomena te skupinske oblike bibliopedagoškega dela z mladimi, ki naj bi se izvajal v vsaki javni mladinski knjižnici in šolski, ki da kaj nase. To seveda niso moje besede, se pa z njimi kar precej strinjam. To so besede priznane literarne zgodovinarke in raziskovalke mladinske književnosti in knjižničarstva, doktorice Marjane Kobe. Niso pa samo strokovnjaki z tega področja zagreti privrženci tega, ampak tudi zgovorna je zelo misel fizika in matematika nemškega rodu, ki jo vidite tule za mano. Prve ure pravljic je Marjana Kobe začela izvajati po zgledu iz tujine, pa nekoliko prilagojene našemu okolju, pred natanko 50 leti, v šolskem letu 64-65 in sicer v takratni Pionirski knjižnici. Kmalu potem pa so temu sledile tudi ostale knjižnice in še kar precej let potem, ko so se vse ljubljanske knjižnice združile v enovit zavod, se je pri nas pokazala težnja, da vse te dolgoletne dobre prakse nekako združimo, povežemo, delimo izkušnje med sabo, jih navzven naredimo enotno prepoznavne in morda tudi olajšamo kakšen marsikateri organizacijski vidik pri izvajanju te dejavnosti. S tem namenom smo leta 2011 ustanovili delovno skupino za organizacijo pravljičarske dejavnosti Mestne knjižnice Ljubljana. V tej skupini je 7 aktivnih članov, priložnostno pa pri svojimi idejami in spodbudami sodelujejo tudi ostali zaposleni. Vsi člani razen mene imajo dolgoletne izkušnje na področju pripovedovanja pravljic. Zadali smo si kar nekaj ciljev, ki pa smo jih v prvih 2 letih v večini že dosegli. Še vedno pa se redno sestajamo enkrat do 2-krat letno, kjer izmenjujemo izkušnje, rešujemo novo nastale težave. Predvsem se nam to zdi zelo pomembno za zavod takih razsežnosti, kot je naš, pomembno in kar nujno potrebno. Z željo, da nam uspe vse pravljičarje Mestne knjižnice enkrat letno na takšno srečanje povabiti, pa bomo v prihodnjem stremeli k temu cilju. Kako smo se lotili nalog? Najprej smo naredili izpeljali anonimno anketo med vsemi pravljičarji v naši knjižnici in se obrnili tudi na nekatere pravljičarje iz drugih knjižnic. Večina se je zelo hitro in z veseljem odzvala, nekateri so bili mogoče malo bolj zadržani, bolj skrivnostni, pa vendarle nam je uspelo pridobiti neko nabor odgovorov, ki je pokazal naše zmožnosti, potrebe in tudi nadaljnje usmeritve za naprej. Tako bom zdaj podala nekaj splošnih informacij, dejstev o tej dejavnosti. Vsi smo se strinjali, da izvajanje ur pravljic obsega 2 vidika. Na eni strani izrazito bibliopedagoškega, na drugi pa umetniškega. Gre za umetnost žive besede, nastopa v bistvu. Tako da smatramo ure pravljic kot eno izmed pomembnejših dejavnosti splošne knjižnice pri razvoju bralnih zmožnosti, hkrati pa tudi eno tako stalno priložnost mladinskega pravljičarja, da deluje v svojem neposrednem okolju. Se pravi, da združuje bralca, knjigo in pa knjižnico. Zato smatramo, da ure pravljic niso namenjene izključno otrokom, temveč tudi odraslim. To je za mladinskega knjižničarja idealna prilika, da vzpostavi aktivno sodelovanje z vzgojitelji, šolarji in ostalimi strokovnjaki. Najprej smo naredili sistematičen pregled ur pravljic, ki jih izvajamo v naših knjižnicah in jih razdelili glede na kategorije, in sicer glede na starost izvajamo otroke v starosti 2+, 4+ in odrasle. Seveda vsake prilagojeni starostni skupini, mogoče za najmlajše gre bolj za igralne urice. Glede na vrsto uporabnikov ločimo ure pravljic za naključne skupine. Te ure pravljice praviloma odvijajo popoldne,
in pa za zaključene skupine. To se podvija praviloma dopoldne, vrtčevske in šolske skupine na obisku, posebno za pravljico. Glede na jezik seveda slovenske, redno imamo tudi angleške, izjemoma ob kakšnih priložnostih, kjer sodelujemo z drugimi institucijami ali pa v kakšnih projektih, pa smo že imeli tudi španske, italijanske, francoske, lani tudi indijske. Glede na obliko ločimo pravljice, ki pravljicam sledi pripovedovanju sledi ročno ustvarjanje ali igranje. Imamo tudi ure pravljic z živalmi, kjer otroci berejo ali pripovedujejo pravljico kužkom. Seveda to ne gre za neke domače ljubljenčke, ampak za šolane terapevtske pse. V zadnjih letih pa je tudi zelo aktualna pravljična joga, kjer se zgodba povezuje z elementi joge. Posebnost tega je tudi, da otrok in starš v paru sodelujeta pri tej aktivnosti. Prav tako smo vsi, celotna delovna skupina mnenja, da mora biti izvajalec ur pravljic praviloma mladinski knjižničar, ki dobro pozna mladinsko literaturo, je v stalnem stiku z mladimi poslušalci, starši, vzgojitelji, imeti mora potrebne kompetence za promocijo bralne kulture v specifičnem okolju knjižnice, poleg tega pa seveda mora znati delati z otroki in z odraslimi. To je kar zahtevno delo. Vi me zdajle poslušate, tudi če vam nisem všeč, če vas tema ne zanima, ker ste odrasli, ker ste vljudni, otrok bo pa takoj pokazal, da mu nekaj ni všeč in za sabo lahko celo skupino potegne in podre neko harmonijo. Zato mora mladinski pravljičar oziroma znati vzdrževati to napetost in usmerjati otroke skozi celo uro. Zaradi tega tudi zelo zagovarjamo stališče, da je nujen stalni pravljičar, ki izvaja ure pravljic. Ne samo z vidika, ker se otroci navežejo na eno osebo in lažje tudi zaupajo, ampak tudi z vidika, da pravljičar pozna otroke, lahko določene situacije že predvidi in se jim izogne. Čistko za intermeco, naši pravljičarji, sploh ti z dolgoletnimi izkušnjami, pomnijo, da so pred leti lahko 3 pravljice povedali brez težav. Otroci so zbrano poslušali, zdaj pa je ta osredotočenost kar padla in je to samo ena pravljica, maksimalno 2. Najbrž imate vi, vsaj tisti, ki se s tem ukvarjate, zelo podobne izkušnje. Na kratko bom še opisala delo pravljičarja. To se začne že tedne pred samo izvedbo. Pravljičar prebira knjige, zbira zgodbe. To je zelo pomembna faza, kako izbrati zgodbo. Zgodbo mora pravljičar čutiti, jo mora ponotraniti, ker tako je tudi bolje podana naprej. Saj veste, ne vem, prodajalec BMW-ja, ki vozi Mercedesa, ni toliko uspešen pri svojem delu najbrž, ne. In tudi pravljičar, ki zgodbo podaja malodušno, sploh otroka ne bo navdušil za branje in knjigo in za knjižnice. Tako da to je zelo pomembno, da pa postrežemo z enimi novimi zgodbami, ki jih otroci še ne poznajo, ker tudi ure pravljic ponavadi obiskujejo otroci in starši, ki so zelo vpeti v bralno kulturo in obiskovanje knjižnic. Zaradi tega razloga pa pravljičarji posegajo po kakšni neprevedeni literaturi. Lepa zakladnica tega bo zdaj razstava Bologna po Bologni, ki je tik pred vrati, pa tudi spodaj v arhivu Pionirske se kaj najde. Potem sledi prevajanje, priprave na izvedbo, govorna interpretacija, pomnjenje zgodbe, ne vem, a se bo pri pripovedovanju uporabljali kakšne rekvizite, lutke, glasbila. Skratka, pravljičar zasnuje celoten potek ure pravljic, tudi pripravi material, ki bo potem sledilo ustvarjanje, pač po pripovedovanju zgodbe. No, in ko se to delo za pravljičarjem, sledi izvedba. To je pa spet en kup postopkov, ne. Pripravi prostor, sprejme otroke, starše, jih zmotivira za poslušanje, pripoveduje zgodbo, potem sledi ustvarjanje, svetuje staršem še kakšne druge knjige, poslavljanje in pospravljanje. To je kar velik zalogaj za enega samega človeka, zato je zelo dobrodošla pomoč še kakšnega z oddelka. V nekaterih knjižnicah, ki pa imajo kar precej povečan obseg obiska,
pa se znajdejo tako, da v tem času zagotovijo študenta ali pa ponekod kakšen zelo zavzet starš pomaga pri izvedbi. V delovni skupini smo določili tudi nekaj kriterijev dolžnosti in pravic pravljičarjev. Jaz bom izpostavila samo tiste najbolj bistvene. Se pravi, na osnovi vsega prej povedanega izhajamo iz tega, da je to zaposlen v Mestni knjižnici Ljubljana, ki v obdobju od oktobra do aprila ali maja vsaj enkrat mesečno izvede popoldansko uro pravljic, je tudi pripravljen na drugih lokacijah izvajati, se redno izpopolnjuje in izobražuje na področju pravljičarstva. Priprave na uro pravljic so včasih tudi take narave, da si jih težko v službenem času privoščimo oziroma rabimo za njih malo bolj spodbuden, bolj intimen prostor. Tako da smo šli našim pravljičarjem naproti v tej smeri, da za vsako izvedeno uro pravljic priznamo pol ure dela na domu. To je sicer zelo malo v primerjavi, koliko vložene energije pa časa je, ampak gre to za katerokoli izvedbo, tudi če pravljico že kdaj izvedel, se pravi, če gre za ponovitev. Poleg tega pa ob koncu koledarskega leta vsak pravljičar, ki izvede minimalno določeno število ur pravljic v koledarskem letu, dobi izplačan povečan obseg dela. Tako, to sem se zdaj bolj na naš vidik osredotočala, kako smo pa to navzven pripravili. Lotili smo se torej enotne celostne podobe in pri tem izkoristili našo hišno oblikovalko. Za prepoznavni lik smo izbrali lisico, še nima imena, kakršenkoli predlog dobrodošel. Všeč mi je, ne vem, v Tolminu, mogoče, da ne bom komu škodo naredila, ampak nekje imajo lisico Mico in mi je tako zelo blizu. To seveda ne smemo mi zdaj uporabiti. Izdelali smo pač te enotne plakate za ure pravljic, za knjižničarje smo izdelali take priponke z imenom, malo pokažem, sicer je vse na fotografiji, takole. Za starše smo pripravili tako informativno zgibanko, povabilo v knjižnico, potem ves seznam ur pravljic, ki so na vseh naših lokacijah. Otrokom smo pripravili dnevnik pravljic, v katerem vsakem obisku zbira te žige. To izgleda takole. Seveda otroci, ki živijo v bližini knjižnice, kjer je ura pravljic samo enkrat mesečno, in pač priznamo manj teh lisičk, gre pa tako, lisička začne na startu in se približuje cilju. Kar smo tukaj opazili je to, da so začeli otroci obiskovati ure pravljic določeni na različnih lokacijah. To nekako podre našo tezo, da pa otrok obiskuje samo svojo neposredno, knjižnico samo v svoji neposredni bližini. To pa vemo zato, ker na različnih lokacijah imamo različne barve teh žigov in smo opazili, da se v njihovem dnevniku nabere marsikaj. Celostne podobe pa se nismo lotili samo začasno, ampak tudi za obdobje 5 let, kajti vsak otrok, redni obiskovalec ur pravljic, prejme ob zaključku tole pohvalo za radovedno poslušanje pravljic in pa magnetek. Lisičko smo selili iz različnih okolij, iz gozda v knjižnico, v zunanji svet, v pravljični svet in tako naprej. Pa še nekaj statistike. V lanskem letu je pri nas izvajalo ure pravljic, govorimo o popoldanskih urah pravljic, 33 pravljičarjev, od tega 11 občasno in pa 13 zunanjih. Žal na lokacijah, ki so zelo oddaljene, še vedno to tako pokrivamo z zunanjimi, ker bi sicer tudi pot med eno drugo lokacijo veliko več časa vzela. Sicer bi si želeli, da so pravljice vsak teden enkrat povsod, da to postane en tak tedenski ritual za otroka in za starša tudi. Pa vendarle, situacija je takšna, da pri nas v 7 knjižnicah izvajamo popoldanske ure pravljic enkrat mesečno, v 18 4-krat mesečno, se pravi vsak teden,
in pa v eni 2-krat na teden, kar znese 8-krat mesečno. To je najbrž rezultat tega zbiranja žigov, kar je tudi razvidno iz tabele, in sicer povprečno število obiskovalcev na posamezno uro pravljic je v primerjavi s preteklimi leti najbolj naraslo ravno v letu, se pravi leto 2013, ko smo začeli to uvajati in še vedno bolj narašča. Kar 2/3 naših zaposlenih izvedejo vse dogodke, ki jih imamo za otroke sami, zato še nekoliko bolj, kot že sicer spodbujamo izobraževanje za vse zaposlene, še toliko bolj njim omogočamo udejstvovanje v čim več primernih izobraževanjih, tako izven naših zidov, kot tudi v naši hiši. Ravno te dni končujejo 3 sodelavke pripovedovalsko šolo, udeležili se bomo tudi začetnih in nadaljevalnih delavnic priznane pravljičarke Ljobe Jenče, aktivni smo na pripovedovalskem festivalu, skratka na vseh takšnih odmevnejših dogodkih, primernih tudi za mladinske knjižničarje. Tudi učni center vsako leto pripravi neko izobraževanje, v tem letu je aktualna retorika, ki se začne naslednji mesec, gre za 3-dnevni tečaj s pričetkom 20. maja. Kar nekaj zunanjih izvajalcev, ker jih imamo, 13 sem prej omenila, je že dolgoletnih z izkušnjami, tako da z uvajanjem nimamo trenutno veliko dela, vsekakor pa ima vsak nov zunanji možnost, da pri nas dobi mentorja, da opazuje ure pravljic, se uvaja v delo in potem tudi v končni fazi pripravi uro pravljic in jo izvede. V prihodnosti pa želimo v to dejavnost vključiti tudi dijake, predvsem srednje vzgojiteljske šole, oni morajo namreč 30 ur obveznih izbirnih vsebin narediti z področja dela z otroki in to se nam zdi ena taka luštna priložnost in za njih in za nas, pridobitev za obe stvari, zato bo ta program objavljen v katalogu programov obveznih izbirnih vsebin v šolskem letu 2015-16. Sestavljen bo pa spet iz 2 delov. Dijak bo najprej spoznal dotično knjižnico, kjer bo sodeloval pri urah pravljic, potem bo pa tedensko sodeloval pri izvedbi in mogoče na koncu še kaj izvedel, če bojo interesi taki. Kljub temu, da zagovarjamo stalnega knjižničarja, pa bomo pilotno v mesecu novembru uvedli gostovanje pravljičar na različnih naših lokacijah, bomo videli, kam bo to pripeljalo. Seveda se vedno spodobi tudi vprašati obiskovalce o zadovoljstvu z našo dejavnostjo, zato načrtujemo malo bolj obsežnejšo spletno anketo in pa seveda priročnik za novo zaposlene ali zunanje izvajalce ur pravljic, kjer bojo konkretni napotki, kako se pripraviti na izvedbo ur pravljic in jo izvesti. V to bo vključen tudi koledar širše slovenske dejavnosti za mladinske knjižničarje. Vsekakor si bomo pa še naprej zelo prizadevali obdržati te otroke na urah pravljic, da bodo tudi generacije za nam imele en tak lep spomin na otroštvo, ker so obiskovali ure pravljic. Vse to, kar se zdaj na hitro preletela, pa predstavlja, je zapisano v našem internem dokumentu, ki ni javno objavljen, je pa javno objavljen strokovni članek kolegice Ide Mlakar, in sicer posredovanje žive besede na urah pravljic v splošni knjižnici. Če koga to bolj zanima, članek je bil objavljen v reviji Otrok in knjiga, letnik 38, številka 82 leta 2011.